Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj je župan, poročevalke pa Sara Sitar, Nika Ovijač, Eva Cerar in Sanja Peklar. Sanja, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Zdaj predlog sklepa o opustitvi javnega dobra dobro poznate, tako da jaz bom sam v bistvu malo povedala. K obrazložitvi 1. člena se opušča na vseh treh, zdaj prvih se opušča javno dobro zaradi tega, ker je v bistvu zemljišča nimajo več funkcije javnega dobra. Tukaj je v katastrski občini Loke se bo opustil status javnega dobra in se bo menjalo za zemljišča, po katerih poteka občinska kategorizirana cesta. V Godiču obe zadevi se bo opuščalo javno dobro, ki ne opravlja več svoje funkcije, se pravi cesta poteka v naravi po drugih parcelah in se bo pač zemljišča potem prodalo zainteresiranim kupcem. Četrta zadeva je pa malo drugačna, gre pa za opustitev javnega dobra na zemljiščih Šmartno v Tuhinju, in sicer za dve zemljišči, ki sta v lasti občine Kamnik javno dobro. Gre pa za zemljišči, po katerih poteka državna cesta, državne ceste so pa na podlagi drugega odstavka Zakona o cestah v lasti Republike Slovenije, zato moramo občina z državo skleniti pač pogodbo, in da bomo to lahko naredili, moramo opustiti javno dobro. Tako da predlagamo, da sprejmete ta sklep. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ja. Karla Urh, izvoli besedo. Hvala. No, jaz mislim, mene zanima te parcele v Godiču, ker sem zdajle kar malo presenečena, ker ta površina, ki meri 67 kvadratnih metrov, je v resnici javno dobro, ki se priključuje naprej tudi na javno pot. In mi ni čistko, z narave same, ker poznam teren, škoda mi je, da se to ukinja, ker konec koncev je to bližnjica ljudi, ki tam hodijo peš, in zdaj boste vi to prodali, ukinili javno dobro in ljudje so jo kregali, če kdo tam stopil. Ne vem, če je to v redu. Tudi krajevna skupnost sama torej nimajo čistočnih podatkov, se spomnijo samenih mehkih kvadratnih metrov, 7, pa že kar konec. So rekli, kako 67, ker sem danes enega poklicala, sem rekla, ste vi to potrdili, se strinjate, ker meni tale parcela te velika 1013/8 ni čisto jasna, zakaj gre v prodajo oziroma opustitev. A veste, take prostore javnih površin mi velikokrat rabimo. Res. Ker potem preprečimo določene, bom rekla, nesoglasja in kreganja ljudi med sabo, če stopiš levo, desno in tako naprej. Skratka, meni se tle, glede na to, da gre nadaljevanje te trase naprej, mi ni jasno, zakaj se to opušča in se bo prodalo. In jaz se strinjam na Lokah, ko gre to zamenjavo zemljišč. Cesta se tam ukine, ker gre naokrog. Mi je čisto jasno. Ampak tukaj se pa skozi tisti koridor teh hiš pride mimo. Vse ni kategorizirano za promet, da je jasno. Ampak še vedno je uporabno za pešpot, mogoče se kdo tudi s kakšnim kolesom zapelje, ampak ljudje to uporabljajo. Zdaj bom pa to dol zaprla, se bom pa kregala kako. Hvala. Hvala lepa. Sanja, izvoli besedo. Zdaj, kakor sem jaz seznanjena, tukaj je bilo, pri vseh teh, ki se opuščajo javno dobro, razen za četrti člen, kjer gre za državno cesto, je bilo podano soglasje pristojne krajevne skupnosti. Mi raven zato damo vedno mnenje na krajevno skupnost, zaradi tega, ker pač gremo pogledat zadevo, včasih se ne vidi, a se uporablja, a se ne, pač tudi nismo seznanjeni s stanjem na tistem mestu in pač kakšne so, in vedno vprašamo krajevno skupnost, zaradi tega, da pač dobimo neko sliko. Zdaj, če je bilo podano mnenje, je tudi tako, pač ena stvar je
če se uporablja to še vedno kot neka pot, načeloma občina ne gre v prodajo. Ne. Po drugi strani pa pač moramo mi še vseeno ravnati racionalno z našim premoženjem. To pomeni, če to dejansko ni več javno dobro in če pač se tam uporablja, mislim, če je staro zatečeno stanje, gremo v ureditev tega stanja. Tako da tega imamo veliko za urediti. Smo pa tudi mi nekako nismo pristaši prodaje teh zemljišč. Vedno gledamo, da bomo pač ostali tudi za naprej in da bomo ohranili te poti in smo pač največkrat gremo v teh primerih v menjavo. Ampak v določenih zadevah, ki je pa treba pač urediti, gremo pa tudi v to. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Karla, izvoli besedo. Mogoče sam toliko. Meni zato ni jasno, ker prvi del še vedno obstaja, drugi del pa prodajamo oziroma opuščamo. Naprej gre pa potem spet pot naprej oziroma javno dobro. To meni ne gre skupaj. Ne vem, jaz gledam tle noter. Sanja, izvoli besedo. Zaradi tega, ker je bil pač tak predlog, taka je prišel predlog za odkup tega zemljišča. Povezava je vzpostavljena, tukaj je okrog po cesti, tako da povezave nismo prekinili, kategorizirana cesta je okrog. Tu se tudi vedno pogleda. Ja. Zastopam, tistega pač ne bomo prodajali, saj je občinska last in pač ni prišla pobuda, da bi se tudi tisti del prodajal. Hvala lepa, Sanja. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o opustitvi javnega dobra. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 20, 1 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.